Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka ob Kamniški Bistrici, odkoder bomo spremljali tekmo 17. kroga prve lige Telemach med Domžalami in Bravom. Izjemno pomembna tekma za obe moštvi. Domača rumena družina seveda nujno potrebuje točke v boju za obstanek. Prestregel je za trenutek Nwankwo, toda potem Selan ohranja posest za Bravo. Stanković gre proti kazenskemu prostoru, tudi on ni bil uspešen, odbita žoga do Ostrca, tu je zdaj Nzuzi. Ostra žoga Nzuzija, zadev je Miliča, nato Bristrič pred vrata, tam poskuša Pečar, ki pa ga je potem za trenutek Lukanič, Nwankwo, Bošnjak. Hrvatin, predložek Hrvatina, ampak za vrata žoga za Likarja. Še 10 minut do konca prvega polčasa, zdaj je lepo mimo Atemone prišel Mlakar strelja in blokiral je Monzango. Dober predložek in gol! Faje zabija drugič v slovenskem nogometnem prvenstvu in drugič Bravu. Falou Faje, specialist za Bravo, bi lahko rekli, in Domžalčani vodijo z 1-0. Predložek Miliča iz kota, potem pa visok skok Fajeja. Bravo na drugi strani želi osvojiti kako točko, seveda da zadrži recimo primat v prestolnici. Tule je zdaj prva žoga za Babulaja. Babula, Bristrič, dobro je podal Babula, Bristrič prišel sicer do zaključnega strela, toda zaključil preslabo, nenatančno. Tole zna biti nevarno, potegnil je Hrvatin in Jovan, še vedno Hrvatin, pa zdaj Mlakar s slabim strelom. Tole je zdaj dolga podaja na Babulaja, ki prihaja do žoge, pred seboj ima Nwankwo, krasno Babula, stresel je zunanji del mreže. Arnold, mislim, da znova pripravlja zamenjavo in sicer pričakujemo, glede na to, da bo kot kaže vstopil Nuhanović, da bo šel iz igre bodisi Ostrc, bodisi Selan. Pečar pred vrata, kakšna obrambna reakcija. Bori se Faje, tule prekrška ni bilo, dobro, zdaj Atemona. Ivanšek Pečar do strela, toda prek vrat Martin Pečar. Ostrc, Bristrič ima priložnost mimo vrata, Admir Bristrič. Jovan, eden zadnjih napadov za Bravo je tole, Babula. Lepo Babula do Jovana, potem pa Nuhanović s predložkom in na koncu Matičić. V Kamniški Bistrici v Domžalskem športnem parku pomembna zmaga Ravbarjev v boju za obstanek. Domžale Bravo 1-0. Ja, mislim, hvala za čestitke, zaslužena zmaga, dobro pripravljena tekma, dobro odigrana. Praktično nismo Bravo dopustili nobene priložnosti, nismo jim dali možnosti, da bi v elementu, v katerem so najmočnejši v tej tranziciji, bili nevarni, ker smo dobro pripravili igro in na koncu dosegli ta zadetek. Imeli nekaj situacij, ki bi lahko bili boljši spet v tej zadnji tretjini, ampak čestitke fantom, res sem vesel za njih, za vse nas in pomembne 3 točke. Je zmaga še slajša zaradi tega, ker v tem krogu do 3 točk niso prišli ne Ajdovci, ne Sobočani? Jaz mislim, mi moramo gledati sebe, se spremljamo ostale rezultate, ne bom rekel, da ne, ampak pomembno je, da mi nabiramo točke, ker ne moramo samo čakati, da ostali ne nabirajo točk. Mi smo v zaostanku 3 točk, ampak pomembno je, ja, ker tudi ostale ekipe vejo, da smo mi tu nekje in jim s tem v bistvu otežujemo delo, da bi bili relaksirani.
Zdaj ste seveda blizu glavnih dveh konkurentov v boju za obstanek. Verjetno pa vam bo ta zmaga dala tudi veliko mentalnega goriva za zadnjo oviro v tem koledarskem letu za naslednji obračun s Koprom. Ja, spet težka tekma, ampak ja, pomembna zmaga, kot pravim, potrebno nabirati točke, vsaka tekma je nova priložnost in zdaj se moramo dobro odpočiti, da v petek damo spet vse od sebe in sigurno nam je cilj, da v Kopru ne izgubimo. Najlepša hvala za čestitke. Težka tekma, ampak nekako imeli smo občutek, da nekako v vsakem segmentu nogometa smo bili boljši, več energije smo imeli, več smo si pripravljali priložnosti in nekako smo bili bolj konkretni kot Bravo, tako da jaz mislim, da zaslužena zmaga danes. Zdi se tudi, da Bravo zelo dobro leži Faluju Fajeju, že drugi gol proti tej ekipi je dosegel. Kaj mu boste dejali kot čestitko? Same čestitke, Faje je treniral 2-3 meseca, odkar je že prišel, je za nas nekako dodatna pridobitev, top igralec, dobra oseba, tako da sem bil res vesel, da je glih on dal gol in ta zmagoviti zadetek mu prvoščam. Koliko lažje bo zaradi zmage odigrati še zadnjo tekmo v tem koledarskem letu, naslednji teden v Bonifiki? Jaz mislim, da bo še težja kot tale danes. Zdaj smo prišli na 3 pike proti naspram Primorja in Mure, tako da si moramo dati pritisk sami na sebe, da probamo do konca tele polsezone prideti izenačiti. Tako da bo težka tekma, treba se dobro regenerirati, dobro analizirati Koper in probati zmagati. S tako predstavo, s tako energijo, nekako čuti se zdaj, da smo še bolj povezani, tako da vse čestitke fantom. Ja, se strinjam. V prvem polčasu v bistvu preveč sterilno, zelo dobro organizacijo igre, pogosto smo prihajali med prostor, ampak teh zadnjih 30 metrov nismo napadali v teku v šprintu, to smo izboljšali v polčasu in se je tekma v bistvu spremenila. Veliko bolj konkretni smo bili za utekanje v globino in zato prišli v ogromno obetavnih situacij in pa nekaj priložnosti, ampak ko priješ v neko slabšo serijo ali pa slabše obdobje, je pogosto to, da se tista žoga ne odbije k tebi ali pa da lepo izigrana akcija ne zaključi strelom na gol in to se nam zdaj dogaja v tem trenutku. Dejstvo pa je, da smo, če smo v drugem polčasu bili bistveno bolj konkretni, pa v prvem bistveno premalo. Če smo v preteklih tekmah uspeli kar redno prehajati preko 20 ali pa okoli 20 strelov na vrata, pa smo zdaj to v bistvu razpolovili. Tako da potrebno se bo zavedati, da najbolj pomembno v nogometu je konkretnost in da ponovno to čim prej dobimo nazaj. Dejstvo pa je res, da smo proti koncu sezone in da smo z izkupičkom točk lahko zadovoljni. Še zadnjo tekmo imamo, kjer lahko v bistvu izplen še obogatimo. Najbolj ključna tekma je pa zdaj sigurno v sredo v pokalu, kjer si želimo napredovati. Zdaj vas čaka torej obračun z Rudarjem. Lahko sploh pričakujemo kakšno rotacijo na tej pokalni preizkušnji? Ja, pa sej, mislim, rotacijo z namenom, da bi nekoga počivali, sigurno ne, ker tako kot sem rekel, je to za nas tekma, ki je bolj ključna od prvenstvenih v tem trenutku, ker na ta način si zagotoviš pomlad v pokalu. Tako da tukaj bomo sestavili in pripravili ekipo, poskušali postaviti najmočnejšo ekipo in pač upoštevali tudi, da želimo na klopi imeti igralce, ki lahko tekmo odločijo ali pripeljejo k koncu. Tako da mi se bomo na tekmo pripravili maksimalno. Ja, kot ste rekli, prvi polčas smo si ustvarjali premalo, mislim, da smo stali dobro, ampak nam je zmanjkala ta ideja v napadu. Drugi polčas smo sicer prihajali v šanse in bili večino časa na njihovi polovici, ampak mislim, da je zmanjkalo, vedno se je lomilo na teh drugih žogah. Če smo bili na prejšnjih tekmah konkretni, nam je danes mislim, da predvsem to manjkalo. Aleš Arnol zanimivo pravi, da je pokalna preizkušnja z Rudarjem, ki prihaja, še pomembnejša od naslednje prvenstvene, ali podobno razmišljate tudi igralci? Ja, sigurno, v nogometu ni časa, da zdaj predolgo razmišljamo o tej tekmi, v sredo je že nova, pokal ne oprošča takih porazov, če zgubiš izpadeš, tako da mislim, da je potrebno se skoncentrirati in pripeljati prvenstvo, kakor smo si zamislili.